Dostikrat govorite v svojih knjigah o kriptiju in pa imenovanju in se mi zdi eno vprašanje, kakšno nasilje se vam zdi, ki ga izvaja neka politična korektnost oziroma ta cenzura, vsi poznamo, ko pisk zamenja neko kletvico oziroma kjer pol sploh ni več kletvica, ampak je sam še pisk, pa se kletvica predpostavlja. Če se vam zdi to neko mogoče neupravičeno nasilje kulture nad besedami, ki same niso dosti krive za čustva, ki stoji za njim, ker dejansko ugotavljamo, da so vedno bolj nežni izrazi potrebovani v uslavljanju stvari, ljudi, skupine, tako naprej. Ja, ne vem, če sem prav razumel osko vprašanje, ker prvo, nekaj upam, da je jasno, če boste pogledali to knjigo in zato so bile v resnici težave s to knjigo. Ta knjiga ni proti nasilju. Ta knjiga trdi, da vse sranje izvira iz tega liberalnega tabuja in vse sranje pomeni skoraj najhujše nasilje, točno iz tega liberalnega tabuja, kot da nasilje je tisto nepredstavljivo, skoraj najbolj grozno. Se pravi, če kaj skušam jaz rehabilitirati nasilje, jaz mislim, da moramo popolnoma ta tabu zgubiti. Ker ste pa to rekel, ja, bi pa tako rekel, tukaj nimam neke abstraktne formule, jaz, tukaj nimam ene jasne, seveda sem proti politični korektnosti, no samo hkrati pa mislim, jasno, da pa ni rešitev v tem, da pa rečemo, ni nobenih pravil, lahko drugega psujemo ali kakorkoli že. Ne? Jaz mislim, da kar je težko sprejeti, in to je smisel tega poglavja tukaj, ki je razen zadnjega, se mi zdi edino, da je tudi teoretsko zanimivo, ta bližnjik reč in tako dalje, deli v drugem poglavju. Ta demistifikacija ljubezni do bližnjega. Se pravi, da ne gre samo za to, a smo mi nasilni skozi kletvice ali kaj do bližnjika, da je neko radikalno nasilje v samem bližnjiku. Bližnjik je nasilje. In ta prava krščansko-judovska tradicija se tega, po mojem, globoko zaveda. Recimo, če vprašate resne judovske teologe, bojo rekli, ves smisel zakona ni v tem, da ljubiš svojega bližnjega, v tem, da bližnjega držiš na ta pravi razdalji. Ves smisel zakona je v tem, da ti bližnjik ne pride preblizu, kako bi rekel. Ker tukaj je en drug problem, namreč, tukaj se mi zdi edino, kot še eno drugo poglavje, se mi zdi edino teoretsko res tehtno, namreč to, kar probam dokazati, kaj je bližnjik? Bližnjik ni nekdo drugi s svojimi vsemi sanjami, notranjim svetom in tako naprej. Ne, to je podobnik, to je laž. Ne, tisti, ki ni šrot, kako bi rekel. Težava je v tem, to je po mojem poosebljene tega, čemur sem, jaz si to citiram tukaj proti. To so me na Islandu pravili prepričevati, ker sem zvedel, da se je ta bolezen razvila že, mislim, da bo celo pri nas, ne vem, mislijo, celo že v Angliji je tako imenovane living libraries, žive knjižnice, da bi se borili proti nestrpnosti, plača država, oblast, ali ne vem kdo, predstavnike raznih manjšin, etničnih, spolnih, da obiščejo družine, kako bi rekel, večinskih drž in jim pripovedujajo o sebi. In tako vidiš potem, da to niso naši, da so ljudje kot mi s svojimi problemi, svetom in tako naprej. Jaz sem dvojno proti temu. Prvič je jasno, da je to zelo omejena strategija, da večine ljudi ne boš nikoli moral na ta način razumeti od znotraj. Zakaj pa bi jih? Tukaj se strinjam s svojim prijateljem, čeprav politično pošiljava drugega v gulag stalno, se pa da s njim govoriti, Sloterdijk, ki pravi, ne, kar rabimo danes je nova pravila diskrecije, kako se vljudno ignorirati. Jaz ne verjamem v to, da, kako bi rekel, mogoče tukaj sem po naturi mizantrop, ampak jaz nočem razumeti drugih ljudi, kam me pa brigajo. A veste, kako če reči, to je obsceno, zakaj bi pa moral vse razumeti? Je kakšno ohraniti neko vljudno distanco in tolerirati na tej ravni. To je prvi problem. Drugi problem je pa očitna laž te drže. Namreč, to zveni zelo plemenito. To je neko reklo slavno teh raznih tolerantnežev. Sovražnik je nekdo, čigar zgodbe še nismo slišali. Kakšna oslarija. Da vam to dokažem. To zveni zelo temeljito, ampak dobro,
nadomestimo abstraktno ime z imenom Hitler. A bi pol bi tudi rekli, Hitler je bil naš sovražnik, zakaj ga partizani ali kdorkoli že niso sprobali razumeti, poslušati njegove zgodbe. Ne govorimo o tem, da je njegova zgodba lahko bila prepričljiva. Govorimo o tem, da je bila njegova zgodba laž. In govorimo o tem, da je praviloma zgodba, ki jo mi si pripovedujemo sebi o sebi, to famozno notranje bogatstvo, da je laž v osnovi. In tukaj sem pripravljen iti do konca, kako bi rekel. Mislim, da celo takrat, kadar smo eksistencialno na robu, ni trenutek resnice. Ne vem, če to zgodbo že poznate, to sem v Ameriki mi je prineslo težave, ko sem me vprašal, kaj bi bilo pa avtentično dejanje. Vedno me na to lovijo, ne? Kaj je dejanje za tebe? Sem rekel, to je dejanje. Se spomnite, tudi film United 93 je to, na to zelo igral. Ko so letala padala tista, ki so teroristi imeli v rokah 11. septembra, a se spomnite, ko so se spuščala in se je dal spet telefonira, je kar nekaj ljudi ali svojih mobitelov, ali takrat so že delovali tisti v prednjih sedežih, je poklicalo svoje domače in velika novost. In je jasno poklical si svojo ženo, mamo, otroka in rekel, malo bom umrl, ampak zapomni si, rad te imam. Zdaj, nekateri so dobili orgijo tukaj, nekako, a vidite, Pavle Sveti je imel prav, ljubezen je tisto, cel svet celo ruši, to ostane. Ja, je malo bolj zapleteno. Govoril sem v New Yorku z nekim novinarjem, ki je naredil nekaj, pa niti ga objavil, ki se boji, da ga linčajo, izjemno ciničnega, je to poučno. Sledil je, šel je pogledati, kdo so bili, 3 te je lahko izoliral, ki so klicali svojo ženo, ne, umiram, rad te imam. 2 od 3 sta bila na poti k ljubici, ko sta bila na letalu. Ne? Se pravi, nisi iskren takrat. Ne, pazite, da ne bo nesporazumna, nisem cinik. Samo pravim, resnica tvoja, to je žalostni nauk tvoje, to je žalostni nauk psihoanalize. Resnica, eksistencialna tvoja, ni tisti trenutek obupan. Ne, ko si obupan in umiraš, skušaš če kaj hitro sflikati neko laž, ki bi ostala. Po mojem, pa sem me vprašal Američani, dobro, kje je tukaj resnica? In potem sem to grozoto rekel. Resnica bi bila to. Recimo, da bi jaz bil, pa nisem, en od tistih 2, ne? Zadnji klicman. Klical bi pa rekel ženi, veš kaj, čez 1 minuto bom umrl, ampak bi rad čisto umrl. Sovražen te, zakon mi bil pekel, kot sem se ložil. To bi bilo dejanje. In mogoče bi celo bilo človeško najboljše. Ker bi tako lahko bila jezna na mene in bi lažje preživela, če bi sploh kaj bilo za to, ne, mojo smrt, ne. Skratka, a vidite, tukaj se stvari zapletajo. Ne smemo zapasti v to liberal logiko, jaz sem tukaj, ti si tam, Obama v neko notranje življenje, bogato in kako ne se raniti tukaj, ali ne vem kaj. Celo polje je treba tukaj spremeniti, po mojem, ne. Celo polje je treba tukaj spremeniti in zato spet, ne bom spet ponavljal, zato so me tako fascinirale, ker sem že stokrat o tem govoril, vse te razne zgodbe, zen budisti in vojna, ali tisti Per Josefo Frišeljeja, kako je nekdo lahko po svoji politični dejavnosti izjemoma brutalen morilec in to čisto nič ne preprečuje, da ne bi bil globoko v sebi izjemno pristen mistik ali kaj z izjemnim duhovnim notranjim življenjem in tako naprej. Tukaj se stvari zapletajo in tukaj treba, po mojem, se vrniti k tem problemom. Po mojem, obscenost ali te brutalnosti in tako naprej so zadeva, recimo v Ameriki, jasno je, kako je s črnci. Zato mene sprejemajo, vse moji politični nekorektnosti. Oni zahtevajo politično korektnost, če čutijo, da si tam nek belc pa to. Čim v bistvu je, kako bi rekel, vsaj tisti črnci, dobro, s pol akademskih, pa ne samo slojev, ki jih poznam, obstoji nek stalen znak, signal, da so me sprejeli. To, da mi namignejo, da jih lahko kličem niger, črnuh. Zdaj, probajte jih klicati niger, če vas ne sprejmejo, pa, kako bi rekel, boste, kot se temu reče, si bojo scvrli za zajtrk vaše testikule, ali kaj, ne? Ampak, a veste, kaj hočem reči? Tako da, tukaj vidite, kako bi rekel, ni važna izjava sama na sebi, vsebina. Psovka je lahko ponižvalna, psovka je lahko znak, signal, dopustim te, pridi bližje k meni in tako naprej, ne? In isto je z vljudnostjo. Vljudnost je lahko spoštovanje, vljudnost je lahko izjemna grobost. Se pravi, celo konstelacijo treba tukaj zamenjati, ne?